Lepo pozdravljeni, Barbara. Dober dan. Danes v pogovoru gostim Barbaro Mihelič, direktorico javnega zavoda Živalskega vrta Ljubljana. Hvala, da ste se mi danes pridružili na tem klepetu. Bi vas pa za začetek prosila, da na kratko opišete Živalski vrt Ljubljana. Torej, Živalski vrt Ljubljana je bil prvo ustanovljeni živalski vrt v Sloveniji, ki deluje od leta 1949, sicer sprva svoje začetke je imel na Kolodvorski, na sedanji lokaciji RTV Slovenija, potem se je pa kmalu preselil pod Rožnik, kjer je še danes. Je pa pred 20 leti v svoje okrilje dobil tudi zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, ki je bilo prav tako ustanovljeno kot prvo mestno zavetišče v državi, tako da danes združuje 2 enoti na različnih lokacijah in tako nekako kot pravzaprav edina ustanova v glavnem mestu celostno se ukvarja z živalmi, medtem ko se v zavetišču posvečamo predvsem hišnim živalim in problematiki, sodobnim trendom znanim na tem področju, se v živalskem vrtu bolj posvečamo divjinskim, prostoživečim in ogroženim vrstam, torej vrste so lahko sicer podobne, ne eksotične, ampak ključno je to, da seveda to niso samo objekti, ni samo naše poslanstvo predstavljati živali, predvsem je pomembno, da sledimo in prinašamo v Slovenijo sodobna znanja, spoznanja, da sledimo tuji praksi, pomembno je tudi, da se vključujemo v zakonodajo in v poklicno usposabljanje. No, danes smo tukaj, da bolj spregovoriva o zavetišču Ljubljana. Kakšno vzdušje pa tam vlada? Kako bi ga opisali? To je, jaz rečem, hiša s 4 vhodi. Namenjena je lahko zelo različnim javnostim. Nekateri ljudje seveda tam iščejo svojo hišno žival, tisto, ki so jo izgubili, ali za katero ne morejo več skrbeti in jo želijo oddati. Drug vhod na drugi strani kompleksa je namenjen tem, ki iščejo svojega življenjskega 4-nožnega sopotnika in pridejo posvojiti kakšno od naših živali, predvsem so to psi in mačke, pa tudi kakšna običajna hišna žival se najde med njimi, kakšna želvica, glodavci, kakšna ptica sobna. Potem so pa tukaj še zainteresirana javnost, ki morda ne more sama skrbeti za žival, ampak se aktivno vključuje na tem področju, bodisi kot prostovoljci ali drugače, in pa seveda zelo pomembno je sodelovanje tudi z občinami, ki pri nas nekako najemajo prostore, ker vse občine seveda nimajo zavetišča. Ljubljansko je največje in pokriva 1/4 do 1/3 slovenskih kapacitet zapuščenih živali, tako da vse te javnosti imajo različne potrebe in vse 4 pač na svoj in njim primeren način nagovarjamo. So pa to nekako 4 stebri te tematike v državi in je zelo pomembno, da se uravnoteženo razvijajo. Torej, omenili ste tudi prostovoljstvo. Torej, to pomeni, da lahko vsak posameznik pride kot prostovoljec v zavetišče, pomaga. Na kakšen način? Ne, ni čisto tako, čeprav bi marsikdo na to pomislil. Torej, od začetka, čisto na začetku, je res lahko sprehajal praktično, kdor je hotel. In v nekem trenutku, mislim, da smo imeli 800 registriranih sprehajalcev. Si pa lahko predstavljate, da je to pomenilo, da so na dan eno žival lahko sprehodili 2-3 različni ljudje, pa vsak dan drugi. To je tako, kot bi otroka v vrtcu 3-krat na dan bi srečal druge vzgojiteljice, pa tudi 2 dni ne iste. In to se enostavno potem pri socializaciji živali pozna, še posebej zato, ker ko pride k nam, izgubi vse, kar je poznala. Izgubi svojega skrbnika, lokacijo in je že to za njo zelo zahtevna situacija. Če pa potem še v teh novih pogojih nima neke stabilnosti, se to pozna tako na zdravju, najmanj kar so to prebavne težave, socializacija se pa lahko zelo hitro še poslabša in je potem taka žival težko posvojljiva. Tako da pri nas res lahko vsak pomaga na zelo različne načine, ne more biti pa vsak uradno sprehajalec oziroma prostovoljec zavetišča. Na kakšen način pa lahko pomagamo? Torej, če začneva kar s takimi brezplačnimi možnostmi,
Vsak, ki nam lahko pomaga najti recimo dom za eno od naših živali, če najde res dobre posvojitelje, je to ena od večjih stvari, kjer lahko pomaga. Nameni nam lahko tudi čas. Imamo dejansko tudi določene sprehajalce, ki opravijo šolanje, tako da vsi na isti način pomagajo sprehajati, socializirati živali. Ponosni smo, da je med nami tudi najprostovoljka, sprehajalka, ki praktično opravi skoraj polni delovni čas ur v zavetišču, tako da sprehaja vsakodnevno naše pse in to že leta. Tako da letos ob 20-letnici je tudi z naše strani prejela posebno priznanje, prejela ga je pa tudi strani predsednika države. Obenem nam prostovoljci pomagajo tudi pri preverbi uspešnosti posvojitev, torej zlasti pred korono smo obiskali čisto vse posvojene pse in preverili, kako se znajdejo z novimi imetniki v novem domu. In velika večina zgodb je bila s srečnim koncem in lepa nova prijateljstva, tako da smo zelo zadovoljni. Potem je pa seveda ena od oblik je pred vrati zavetišča imamo dve veliki košari, kamor praktično vsakodnevno ljudje prenašajo odslužen tekstil, brisače, posteljnino, preproge, deke. To uporabimo kot ležišča za živali in seveda to vsako živaljo tudi zamenjamo. Tako da to je precej dragoceno, za ljudi je odsluženo, za živali pa s pridom to še uporabimo. Tako da s tem nas občani zelo dobro zalagajo. Druga stvar pa je odslužena oprema za hišne živali. Včasih kdo nima več živali ali preraste kakšno opremo. In v zavetišču se trudimo, da seveda se obnašamo tudi trajnostno. Tudi imetnikom svetujemo, da ni vedno treba vsega kupiti na novo. Včasih je dobro kakšno reč tudi sprobati, pa si jo sposobiti, pa videti, ali jo žival sprejema, ali vam funkcionira ali ne. Tako da z veseljem sprejemamo tudi vse odslužene igrače, praskalnike, ležišča, povodce in drugo opremo, ki jo uporabimo za naše hišne živali, včasih gre pa kakšna z njimi tudi v novi dom. Kakšna je pa potem finančna pomoč? Finančna se pa začne z najmanjšimi zneski, to so kar SMS donacije, te so odprte skozi vse leto. Odprt je tudi naš tekoči račun, kamor lahko vsak, ki ima kakšen evro, ki nam ga lahko nameni, ga nakaže kadarkoli v letu. Žal naše zavetišče ni upravičeno do prejemanja, da nam namenijo del od dohodnine, ker nismo društvo, ampak smo mestno zavetišče. So pa potem še druge oblike, ki so namenske akcije. Recimo lani decembra smo uvedli prvikrat novo kampanjo, poimenovali smo jo Dobrodelni pirošop, zanimivo. Piromaček, torej smo odprli svojo pirotehnično trgovino, ki seveda ni bila prava pirotehnična trgovina in v njej ni bilo možno kupiti takšnih sredstev. Šlo pa je za različne pakete pirodonacij, ki smo jih seveda poimenovali po teh klasičnih izdelkih, ki jih odsvetujemo za nakup. Torej se pridružujemo kampanjam, kot jo je recimo 10 let vodil agencija Tam, kjer smo tudi sodelovali, no letos smo pa sami naredili svojo. Torej, predvsem močni zvočni efekti, nenadni in pa svetlobni, živali lahko trajno prestrašijo, tudi spodijo od doma, marsikdaj povlečejo vrvico, pa kakšna oseba tudi pade in se poškoduje. Veliko hišnih živali se v tem času zgubi. Vse to so razlogi, da smo se odločili, da ne samo zbiramo sredstva, ampak ob tem tudi ozaveščamo o škodljivosti pirotehničnih sredstev, predvsem pa smo odprli tudi eno svetovalnico imetnikom, kako živali pripraviti na to obdobje, kako jih zavarovati pred tem, kako jih opazovati. Morda, marsikdo se ne zaveda, da mačke drugače, nam manj opazno kažejo znake prestrašenosti kot psi. Tako da ena zelo pomembna stvar se vrne k njej, kot sem omenila že v izhodišču, je, da ozaveščamo, izobražujemo
da se povezujemo z družbo ves čas, ker zavetišče je naša skupna stvar, živali so naša skupna odgovornost in nobeno zavetišče ne more samo urediti in poskrbeti za vso situacijo. To se mi zdi zelo pomemben vidik, ja, da tudi v svoje programe vključujete ozaveščanje. Ko smo pa bili ravno pri decembru, december je znan kot čas dobrodelnosti, me pa zanima, ali ste tudi vi v tem času prejeli kakšno pomembno donacijo, ki je morda dodala nek kanček motivacije za nadaljne delo. Absolutno. Letošnji zaključek leta je bil veliko presenečenje. Dobili smo izredno lepa darila in predvsem pomenijo zelo optimističen in en tak zagnan skok v novo leto. Torej, s to kampanjo proti pirotehniki smo si zastavili en konkreten merljiv cilj, to je, da zberemo sredstva za plačo novega sodelavca, trenerja živali, ki bo skrbel za socializacijo psov. Namreč, veliko ljudi se odloči za psa, pa bi to dolgoletno sobivanje zmogli, če bi žival ostala socializirana ali postala. Ker pa to zgodno obdobje velikrat zanemarijo, podcenijo, spustijo, pa se velikrat žival potem navzame nekih vedenj, lajanja, zaganjanja v ljudi, ki so težko odpravljive in so moteče tako za lastnika, kot tudi za okolico. In to največkrat potem privede do nezadovoljstva in do predaje živali ali iz rok v roke, ali pa v zavetišče. In to je ena od stvari, s katero želimo opozarjati, da je ob pridobitvi psa najbolj pomemben korak šolanje, socializacija, da se na to pripravimo, da si kaj preberemo. Dejansko niso stvari čisto samo po sebi umevno in je prav, da se podučimo. Šolanje je pa potrebno zato, ker tako kot ljudje, vsaka žival je malo drugačna, malo različna in pri eni učinkujejo eni prijemi, pri drugi. Važno je pa, da skupaj najdemo tiste prave. Tako da to res priporočamo vsem. In potem bo to druženje, ki lahko traja desetletje ali dve, za vse prijetna, lepa, nepozabna izkušnja. No, in s tekom akcije smo skupaj s strani občanov s temi manjšimi prispevki zbrali okrog 11.000 evrov v dobrih 3 tednih. Pridružilo se nam je tudi nekaj podjetij. Predvsem smo bili pa neznansko veseli ene zelo velike donacije strani NLB, ki nam je donirala 40.000 evrov za namen socializacije in novega pohištva v mačjem objektu, kjer bomo mačkam omogočili med drugim tudi tridimenzionalno bivanje z posebnimi policami, ki jih lahko peremo in razkužujemo v posebnih pomivalnih strojih. Tako da to je res čudovito darilo. Na kakšen način pa so se odločili, da NLB torej nameni vam to donacijo? Torej, to se mi zdi zelo pomemben vidik. Če to, da zberemo recimo 11.000 evrov z majhnimi donacijami, pomeni, da je veliko ljudi to prepoznalo in se odzvalo. V NLB-ju je zelo podobna zgodba. To, kar nam je zlasti veliko pomenilo, je, da ni šlo za odločitev enega menedžerja ali skupine menedžerjev, ampak da so zaposleni prepoznali to kot eno od pomembnih področij za dobrodelnost. Slovenci smo namreč zelo znani po tem, da podpiramo humanitarne projekte, da se izredno dobrodušno, dobrohotno odzovemo na vse naravne nesreče, na težave otrok, smo zelo senzibilni in v zadnjih letih se prebujamo tudi vedno bolj v živaloljubni smeri, tako da podpiramo tudi projekte, ki skrbijo za dobrobit živali. To se mi zdi, da je nekaj novega in zelo pomembnega. In da to neka družba prepozna, je zelo pomemben pokazatelj tudi in nam zelo pomembna informacija, tako da tukaj ni šlo samo za sredstva, ampak tudi za ta vidik. Da nisi sam, da pač ljudje posodijo svoj glas in svojo pomoč tudi tistim, ki ga zares nimajo. To je res lepo slišati.
Imate za zaključek morda zadeliti z najnimi poslušalci še kakšno lepo zgodbo, srčno? Definitivno bi se tukaj zahvalila vsem, ki ne bodo zdaj le dobili priložnosti, da se jim zahvalim. Vsem in vsakemu posebej smo hvaležni za vsak prispevek, tudi najmanjši SMS. Bi pa izpostavila morda še dva, ki sta pomembna kot vzornika, kot vzgled. Eden je, da otroci velikokrat v decembru pričakujejo, da bodo obdarjeni, in starši velikokrat se omejimo in pozabimo na to, da je fajn, da prerastejo to obdobje, ko so obdarjenci, ampak da je glavno, da doživiš, kako je lepo biti obdarjen z namenom, da znaš to empatijo obdariti še koga drugega. In v tem oziru bi rada izpostavila Šolski center Ljubljana, njihovo evropsko šolo, kjer so njihovi dijaki na novoletnem bazarju, torej svojimi izdelki, svojim delom, ne sredstvi, ki so jih dobili od staršev, pa so potem nekaj nakazalo in šparoček, zbrali več kot 2000 evrov in so nam jih podarili za socializacijo psov, za delo v zavetišča. To se mi zdi en tak čudovit projekt strani mladostnikov, mladih ljudi, o katerih velikokrat govorimo, da so predvsem gledajo na svoje želje in potrebe, da nimajo oči odprtih za druge. Tako da živali mislim, da so v družbi ogromno dajejo. Včasih kakšno stvar zaupaš samo svojemu ljubljenčku, lahko v nekem trenutku, ko ga čohaš, pa te malo pomiri in tako naprej, tako da se mi zdi ta vidik pomemben. No? In morda bi izpostavila še eno družino, ki je svoje 4 otroke že zelo majhne usmerila v to, da je lepo prejemati in prav in lepo, ali pa morda nič manj lepo, ali pa še lepše tudi deliti in obdariti, tudi živali. Tako da je ta družina spodbudila otroke, da so iz seznama stvari, ki jih naše živali najbolj potrebujejo, sami izbrali za svoje prihranke, okrog 100 evrov na otroka. Stvari za naše živali so si vzeli čas, pa niso bili blizu Ljubljane doma, so jih pripeljali v zavetišče in so jih osebno predali. Tako da te zgodbe so podobne kot te zgodbe živali v našem zavetišču, ti dajo upanje, ti dobri ljudi, vsi ti dobri vzori so tisto, kar dela naše delo izjemno lepo. Vsa ta lepa srečanja, ta podpora, to je najlepša energija, bom rekla, v našem zavetišču. Gospa Barbara, najlepša hvala za vaš čas, lepo sva poklepetali in širši množici malce bolj podrobneje predstavili zavetišče Ljubljana. Hvala lepa za priložnost in seveda ostanite še naprej z nami in vsi povabljeni, da se vključite v naše delovanje kot sodelavci. Srečno. Hvala in nasvidenje. Nasvidenje.